Vi gledate Slona izziv. Jaz tukaj razlagam slona na najbolj easy način. Danes smo tukaj v čarobnem gozdu. Samo če čarobna palčka mi manjka. In kaj mislim s tem, da smo v čarobnem gozdu? No, danes bomo imeli kravlico. Vsi poznate Nika, ne? No, naš Nik je že zrasel in je pred težko odločitvijo. Kaj bo počel, ko bo odrasel? Vse veste, ko ste odrasli, rabite hodite v službo, resnično denarno, ne pa ful fajn, da delate nekaj, kar vam je všeč. Takrat ste lahko nesrečni tudi celo življenje. No, naš Nik ni vedel, kaj bi naredil. Kje bi lažje preizkusil poklice, kako mi mislite? To je samo kulisa, preizkus pa bo to velik poklic. Torej, dragi gledalci, vabim vas, da se mi pridružite na novi Nikovi avanturi. Da Nik že zrasel je, junak, to ve od vas zdaj že prav vsak. A z leti ni vse lažje, čeprav se zdi, kvečemu pred odločitve strašne postavljeni smo mi. V pravlični deželici jezer in gora, v kateri je bival Nik, je veljalo pravilo, da mladec vsak in dekle ravno tako, ob starosti, ko otrok nisi več, a odrasel kakopak tudi še ne, odločiti mora se, spretnosti kateremu skozi življenje družbo bodo delale. Da si ravno je za mnoge čas bil to prezgodnji, je učeni mož, ali bila je žena, tega ne vem, katerega naloga glavna je bila, da znanje v deželi tej nikoli ne zmanjka, strogo zahteval. Pravil držati se treba je, sicer lahko kaj kmalu vse narobe gre. Le kaj storim naj? Je tuhtal Nik. Mu niso dišale ne škarje in ne glavnik, tudi šivati ga radovedno zgnala ni, bi kaj kmalu se niti znal naveličati. A čemu potem življenje zapiše naj, da mu veseli dan bo nov vsaj? Ko mine dan, morda sta dva bila, ga skrbi odreši zamisli vila. Se v mini siti ti odpravi, ni namenjen zgolj in samo zabavi. Tam čakate poklicev gneča, da izbrati pravega ne bo več sreča. Mini siti? Se začudi Nik. Le kaj bi to bilo? Se vila zakrohoče zasmeji. Pa res nevednež si mi ti, za male to svet velikih je, tu smajo odraslih vloge vživeti se, so bankiri, prodajalci, serviseri, razvijalci, na pomoč hitijo kot gasilci, se detektivov pazijo najvlomilci. In otroški jok v porodnišnici odmeva, a tudi freska, obnove potrebna ne sameva. Pa peko kruha in skrb za naravo lahko si vzameš za zadolžitev čisto pravo. Še stavka dobro ne konča, ko Nika vidi le še v vrh peta. Je Nik brž našel mini siti, stopil z nasmehom naproti svoji biti. A tega vedel ni, da zamisli vila mu je modrece v pomoč namenila. Se modrec prvi vpraša. Kaj pa, če bi Nik popravljal avtomobile? Avtomobili sicer zanimiva stvar, a mi v resnici za motorje ni kaj prida mar. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Se modrec drugi vpraša. Kaj pa, če bi Nik rad pisal zgodbe in bi postal pisatelj? Bi pisal knjige in jih izdajal, a vprašanje, če pri tem bi dolgo vztrajal. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Prav kmalu mimo prinese modreca tretjega. Kaj pa, če bi Nik skrbel za vile? Torej bi Nik postal kmet? Je mleko zdravo, to ve vsak, a za možno krave je treba biti kar junak. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Je modreca četrtega malce zaneslo. Kaj pa, če bi Nik požrl ribo?
Riba res ne bil bi rad, morda pa kot restavrator najdem izgubljen zaklad. Ali pa tudi ne, od višine namreč prav rada zvrti se. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Je zdaj že 5. modrec bil na vrsti. Kaj pa, če bi Nik risal stripe? Je domišljija res čudovita stvar, a imeti za poklico je trdo zaslužen denar. Mogoče za hobi to bi že šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Sta 6. in 7. se modrec uskladila, drugi za petje, prvi za glasbila. Hej, kaj pa, če bi Nik igral kitaro in bi bil kitarist? Metal! Kaj pa, če bi Nik pel in bi postal pevec? Slovenščina vam nagaja, in mori vas dan na dan. Če vas mama ves čas graja, je rešitev len klik stran. Bi glasbo prav vsak rad izbral, a redkim to uspe, da denar je ta prav. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Nik je preizkušal različne poklice, a mu noben ni bil všeč. 8. modrec imel je predlog zanimiv. Bi Nik mogoče postal voditelj? Mi delo na radiju res dišalo bi, a vstajanje ob nemogoči uri? Ne, hvala. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Ko 9. modrec spregovori, se Niku od navdušenja zasvetijo oči. Kaj pa, če bi Nik pilotiral letala in postal pilot? Navdušenje pa Nika hitro mine. Hvala Discovery za vse neljube spomine. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Modrec 4. drugi poskus. Kaj pa, če bi Nik fotografiral? Modrec 4. že 3. poskus. Ej, koga pa, če bi nek naglenski naglas nagaval? Ej, to bi bilo res dobro. To je bilo dobro, ko se šika. Modrec 4. in še 4. poskus. Kaj pa, če bi Nik fotografije razvijal? Že od nekdaj mi fotografija je ljuba bila, a s takim umetnikom kot je Borut se kosati ne da. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic moj pa to zagotovo ne bo. Že 10. se modrec je bil oglasil. Nik je slišal, da je pesnik Boris A. Novak rekel, da je glagol tudi beseda, ki sicer ni glagol, za katero besedo gre in kaj s tem mislil. Pesnik. No, na to vprašanje pa poiščite odgovor kar sami. Se zdi, da 9. modrec Nika res dobro pozna, saj všeč sta mu njegova predloga oba. Kaj pa, če bi Nik skrbel za bolne kužke in bi postal veterinar? O kužkih kar nekaj povedal sem že, a operacije in podobno to meni ne gre. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Modrec 10. in en bil je še, beseda njegova tudi sliši naj se. Kaj pa, če bi Nik igral v gledališču? Tudi igra mi ni prav nič tuja, a z besedilom se dolgim naj kdo drug pomuja. Mogoče za hobi to bi še šlo, poklic pa moj to zagotovo ne bo. Postajal je vse bolj obupen. Bo sploh našel svoj sanjski poklic? Takrat pa zgodi nekaj čudnega se, ko malega Lina v bližino prinese. Pristopita k Niku, ga opazuje,
na kar se beseda razume z njegovih ustec začuje. Glagolnik, boš pa učitelj. Lin je v resnici rekel glavogornik. Toda ker je še majhen in mu določene besede povzročajo preglavice, za nameček pa ne zna reči črke R, se je njegov stavek slišal kot glagolnik. In kakšen je nauk današnje zgodbe? Kaj smo danes obravnavali? Ja, itak, seveda smo obravnavali urok. Ne se hecam. Obravnavali smo glagol. Jutri pa še podrobnejše o glagolu. Ne zamuditi. Pred jutrišnjo razlago besedne vrste glagol si dobro oglejte besede, ki so bile pred vsakim poklicem izpostavljene in so tukaj tudi združene. Kaj pomenijo? Kaj v bistvu opisujejo? Kaj torej je glagol? O tem, kot je rečeno, več jutri. V glavnem, upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite. Ful sem se potrudil. Mogoče tudi povejte prijatelju ali pa se naročite na YouTube kanal Slava Nezi. V glavnem, to je to. Se vidimo pol jutri. Lepo se imejte. Čau! Spoštovani modreci, čeprav se komaj da poznamo ali pa se tudi ne, ste mi priskočili na pomoč. Tudi zaradi vas je tale filmček zabaven, zanimiv, verjetno pa si ga bo ogledalo še mnogo več ljudi, kot bi si ga sicer. Hvala vsem in vsakemu posebej, torej Janiju oziroma Kulfotru, Barbari Volčič, Marku Miladinoviču, Borutu Peterlinu, Mojci Senegačnik, Boštjanu Gorencu oziroma Pižami, Istoku Gartnerju, Nini Valič, Metki Trdin, Davorju Božiču in Maji Oderlap. Hvala vsakmu od vas. Lepo se imejte, čau! In čisto za konec. Hvala tudi Minisitiju, da se je lahko Nik pri vas odločil o tem, kakšen je njegov sanjski poklic. In da ste Ulu ponudili priložnost posneti filmček o glagolu. Hvala vam.